Kristjani so izbrani, vedno čutijo potrebo po odpuščanju in so na poti naproti srečanju z Bogom. Tako je poudaril papež Frančišek med jutranjo sveto mašo v kapeli doma Svete Marte 13. oktobra. Med homilijo je izhajajoč iz berila iz Pavlovega pisma Efežanom zarisal portret dobrega kristjana, ki mora na sebi zmeraj občutiti očetov blagoslov. Predstavil je poteze tega božjega blagoslova. Kadar se kristjan ne počuti izbranega strani očeta, se to zazna, je nadaljeval papež. Kadar namreč čuti pripadnost neki skupnosti, je kakor navijač nogometne ekipe, ki je leto izbral in ni sedaj pripada. Kristjan je torej izbran, Bog je o njem sanjal. Kadar živimo tako, v srcu doživljamo veliko tolažbo. Ne počutimo se zapuščene, ni nam rečeno, znajdi se, kakor veš. Druga poteza kristjanovega blagoslova je, da čuti, da mu je odpuščeno. Moški ali ženska, ki tega ne čutita, nista v polnosti kristjana. Vsem nam je bilo odpuščeno za ceno Kristusove krvi. Sem torej blagoslovljen, sem kristjan. Prva poteza, sem izbran, Bog je sanjal o meni, imam ime, ki mi ga je dal Bog, Bog me ljubi. Druga poteza, Bog mi je odpustil. Tretja poteza pa je, da je kristjan moški ali ženska, ki je na poti naproti polnosti, naproti srečanju s Kristusom, ki nas je odrešil. Ni mogoče razumeti kristjana, ki se ne premika. Kristjan mora iti vedno naprej, mora hoditi. Nepremičen kristjan je tisti človek, ki je prejel talent, a ga je zakopal zaradi strahu za življenje, zaradi strahu, da bi ga izgubil, zaradi strahu pred gospodarjem, zaradi strahu ali zaradi udobja. Talent pusti tam, sam je miren in življenje mine brez premikanja. Kristjan je moški na poti, ženska na poti, ki vedno dela dobro, ki si prizadeva delati dobro, iti naprej. To je krščanska identiteta, je na koncu povzel papež Frančišek. Blagoslovljeni, ker smo izbrani, ker nam je odpuščeno in ker smo na poti.